V Asizi smo prišli kot romarji v iskanju miru. V sebi nosimo in pred Boga polagamo pričakovanja in tesnobo mnogih narodov in oseb. Žejni smo miru, želimo si pričevati za mir, predvsem pa potrebujemo molitev za mir, kajti mir je Božji dar in na nas je, da zanj prosimo, da ga sprejmemo in vsak dan gradimo z njegovo pomočjo. Tako se je takoj po uvodnem pozdravu in zahvali za navzočnost vsem začel govor papeža Frančiška med zaključno slovesnostjo na trgu pred baziliko svetega Frančiška v Asiziju. Blagor tistim, ki delajo za mir. Mnogi med vami so prehodili dolgo pot, da so prispeli na ta blagoslovljen kraj. Iti ven, podati se na pot, biti skupaj, prizadevati si za mir. To niso le telesni gibi, temveč predvsem gibi duha, so konkretni duhovni odgovori, da bi premagali zaprtosti in se odprli za Boga in za brate. To od nas zahteva Bog, ki nas spodbuja k soočanju z veliko boleznijo našega časa, brezbrižnostjo. Ta je virus, ki hromi, nas naredi brezdelne in neobčutljive, je bolezen, ki načne samo središče vernosti in povzroči novo, zelo žalostno poganstvo. Poganstvo brezbrižnosti. Svet danes čuti silno željo po miru. V mnogih državah se trpi zaradi vojn, pogosto pozabljenih, a ki so vedno povod za trpljenje in revščino. Papež Frančišek je spomnil na svoj obisk na Lesbosu, kjer sta z dragim bratom in ekumenskim patriarhom Bartolomejem v očeh beguncev videla bolečino vojne in tesnobo ljudstev, žejnih miru. Spomnil je na družine, katerih življenje je bilo razdejano, na otroke, ki v življenju ne poznajo drugega kakor nasilja, na ostarele, prisiljene, da zapustijo svoje dežele. Vsi ti čutijo silno željo po miru. Nočemo, da bi te tragedije padle v pozabo. Skupaj želimo dati glas vsem trpečim, vsem, ki so brez glasu in ki jih nihče ne posluša. Ti dobro vedo, pogosto bolje kakor mogočniki, da v vojni ni nobene prihodnosti in da nasilje orožja uniči veselje življenja. Mi nimamo orožja, verjamemo pa v blago in ponižno moč molitve.